Živijo, Borut Lesjak tukaj. Danes bi spregovoril o precej globokih stvarih, ki se jih učim na svojem primeru. In mogoče bo tudi kdo od vas našel sebe tukaj. V svoji praksi ciljenja namreč opažam, da se največ trpljenja skriva pri enostavnih stvarih. Če malo poenostavim, da ni vedno tista najhujša travma tista, ki povzroča največ problemov, ampak mogoče kakšne majhne stvari. No, pri sebi opazujem to, če grem kar na svoj primer, opazujem, kako sem ujet v neko razdvojenost med to, da bi bil dober človek in da bi bil pravzaprav ne glih slab človek, ampak nekdo, ki se požvižga na to, kaj si drugi mislijo o njem. In glede na mojo vzgojo, oziroma mogoče še niti ne razumem, zakaj sem se že od mladih nog zelo trudil, da bi bil dober človek, da bi bil dober učenec, da bi bil vsem priden in dober in ne toliko uspešen, kot da bi ugodil in ustregel drugim ljudem. Do pubertete seveda in potem v mladosti, ko sem začel iskati možnosti, da bi majčkeno spustil to breme od te odgovornosti in da bi mogoče lahko zaživel tudi malo bolj polno za moje pojme. Tako da sem spet, če skrajšam majčkeno, bistvo je, da sem bil precej samosvoj in nekako odklopljen od drugih ljudi, v bistvu tudi od življenja in od sebe samega pravzaprav. Precej neobčutljiv na trpljenje drugih. In to mi je omogočalo, da sem lahko povedal, kar sem mislil, da sem lahko bil, kar sem želel biti, in sem pač delal, kar sem hotel. To me je potem pripeljalo v razna stanja oziroma odnose z ljudmi, ko sem tudi lahko marsikoga prizadel in nisem vedel, da to počnem. Nikakor mi ni prišlo do zavesti to. Tako da, če zdaj to za nazaj čutim, si včasih niti ne znam vsega odpustiti, čeprav niso bile tako grozne stvari, no, vsaj spet jaz tako mislim, da niso bile tako grozne. Če bi vprašal koga od teh ljudi, mogoče se ne bi strinjali z menoj. No, to je bil moj obrambni mehanizem in pač tako delujemo. In to govorim spet zato, ne zato, da bi se upravičil, ampak zato, da bi pojasnil, da bi našel vpogled v to, kako delujemo in kako lahko živimo tudi drugače, kako samo ljubezen lahko zapolni to potrebo delovati na eno ali drugo skrajnost, iz ene ali iz druge skrajnosti. Se pravi, to je bila moja prva skrajnost, neobčutljivost. In druga skrajnost, potem, ko sem se poročil in se odločil in se zavezal v tem odnosu in si rekel, da zdaj pa ne morem več tako živeti, in ko sem dobil otroke, sem želel biti samo še dober človek, mož in oče. In seveda. In to je bilo zelo težko. Potem sem bil v hudih precepih, pogosto sem se znašel v situacijah, ko nisem mogel izpolniti pričakovanj in začutil sem ogromno krivde, spet neznosno breme. Seveda je šlo za ogromno projekcij, ko sem mislil, da nisem uspel v očeh drugih, čeprav to sploh mogoče ni bilo tako. No in spet ta moja zgodba ni toliko pomembna kot sam to abstraktno jedro za to zgodbo. Namreč mislim, da vsak izmed nas nekako se premika med dvema skrajnima točkama, te dvojnosti. In ali smo
zelo pogumni in si upamo vse, ali smo blazno strahopetni in si ne upamo ničesar. In samo opažam zdaj, kako se ta oscilacija v mojem življenju čedalje manjša in vse bolj se lahko nahajam v svojem središču, v svojem srcu. In to je res super. To je ta svoboda, suverenosti in samozaupanja, ki temelji na samoljubezni. In še zadnji ostanki, vse tako verjamem in upam, da še zadnji ostanki slepih peg, ko ne vidim, da izbruhnem v kakšno neobčutljivo reakcijo in spet koga prizadenem na hitro. In po drugi strani, da se potem lovim v tem, kako ne upam si vzeti časa za sebe, kadar ga res potrebujem in vse te stvari. No, ta moja velika oscilacija stare zgodbe je tista, ki mi je ves čas govorila, da je z življenjem nekaj narobe, da je s svetom nekaj narobe. In to seveda ni res. In moja samoljubezen mi omogoča čutiti vse več časa, mogoče bom enkrat skoraj ves čas, čez dan čutil, kako je življenje lepa stvar, kako lahko uživam v majhnih stvareh in se ne bom nič sekiral in nič obremenjeval s tem, kdaj bom to spet izgubil. In ko bo recimo moj dojenček zajokal, ne bom mislil, da sem sam kriv in da ne smem verjeti, da je vse v redu v svetu zaradi tega. Ko bo žena trpela, ker bo preveč utrujena, ne bom poskušal sam na sebe to breme prelagati in njenega trpljenja sam doživljati. In niti ne bom se zaprl v sebe, v neobčutljivost, se pravi v drugo skrajnost, ampak bom mogoče objel tistega notranjega otroka v sebi, ki je zmeden in oscilira. In potem stopil v stanje, ko bom lahko začutil veliko sočutja in ponudil podporo tudi drugim, ki jo včasih rabi, včasih jo vsak od nas rabi. Tako. O tem sem želel danes spregovoriti in srečno na vaši poti in se vidimo naslednjič spet. Življenje je lahko lepo, ker je lepo.